Danes bom govoril o ingverju, pa ne o njegovih lepih terapevtskih lastnosti, kako je uporaben proti slabosti, potovalni slabosti in nosečniški slabosti, o tem sem govoril že prej. Danes bom pa govoril o snoveh, ki se nahajajo v njem in kako se pretvarjajo in kako to znanje uporabimo pri izdelavi pripravkov. Namreč, v ingverju, v koreniki se nahaja gingerol, ki je učinkovit proti slabosti in rahlo pekočega okusa. Če to korenino posušimo, da ne delamo na primer čaja ali pa hladnega namoka iz sveže, ampak da posušimo, potem se en del gingerola pretvori v šoga olj. Šoga olj je pa bolj pekoča snov, tako da če čaj kuhamo iz posušenih korenin, bo ta čaj bolj pekoč, kot če je sveže korenik, pa ob enaki učinkovitosti. In ta šogolj je tudi dobro topen v alkoholu, tako da če posušen koreniko namakamo v alkoholu, bo ta še bolj pekoča, kot bi bil čaj, ob isti učinkovitosti. Če pa čaj dolgo kuhamo, bo pa en del tega šoga olja se pretvoril v zingerol. To je pa potem že malo skrajšana molekula, ki pa je spet manj pekoča. No in da bo slika popolna, imamo še v ingverju tako imenovan zingiberen, to pa je hlapna snov, tiste preomenjene 3 snovi niso bile hlapne, zingiberen pa je hlapna in prispeva predvsem k aromi in nekim drugim učinkom protivnetnim in tako naprej, ne pa k temu učinku proti slabosti. Če bi radi še več izvedeli o zdravilnih rastlinah, vabljeni k nam v šolo Sodobna fitoterapija, lahko pridete v živo tukaj v našo šolo, tam je učilnica za tole figo, imamo pa tudi spletne tečaje, vsem tem več zveste na spletni strani fitoterapija.si.